Lepo pozdravljeni. Danes bomo spregovorili o fotografiji. Večinoma verjetno o krajinski fotografiji. Namreč oktobra se obeta otvoritev razstave v galeriji Monfort. Jaka Ivančič, večinoma krajinski fotograf, pa tudi marsikaj drugega, nam bo danes torej predstavil svoj opus. Lepo pozdravljen. Dobar dan. Torej, pričakujemo veliko razstavo krajinskih fotografij, čeprav vem, takšno, ki je bila že na Ljubljanskem gradu. Se tukaj obeta mogoče še kakšna nova fotografija, kakšna fotografija manj? Ne. Dejansko ta razstava je bila popolnoma v organizaciji javnega zavoda Ljubljanski grad v sodelovanju z National Geographicom. In to zdaj razstavo smo se nekako v dogovoru z piranskim županom, ki je imel to željo, da to nekako prinesemo na obalo, premeščamo na obalo, sem v galerijo Monfort. Tako da, takšno kot bo gor, si želim, da ker tam v Ljubljani je bilo res zelo, so se dobro potrudili in so lepo pripravili razstavo, tako kot prostorsko, kot z osvetlitvijo, z res velikimi printi. In si želim, da vsaj nekako na tem nivoju, kar zagotovo bo, kot kaže, pridemo tudi v Piran, idemo Portorož. Kaj pa Ankaran nima pravega prostora, da bi doma razstavil razstavo? Ja, mislim, da obala ima malo tako velikih prostorov, ko so res fotografije v velikih formatih, se pravi, tiste največje so 3 metre po dolgi stranici, tiste malo manjše, ampak še vedno velike so pa 2,25 metra po dolgi stranici. To so res veliki formati. Veliko jih je. Recimo en tak primeren lokacij bi bil Libertas v Kopru, kar smo se tudi pogovarjali, ne? Ampak glede na to, da gre v prenovo, to odpade in ni več dosti opcij takih, ne? Tle pri nas v Slovenski Istri. Koliko pa bi tvoje fotografije sicer lahko še raztegnili? Je to maksimalna velikost? Bi lahko bile še večje, glede na to, da fotografiraš s res profesionalno opremo? Koliko večje bi še lahko bile? Ja, kaj bi se še dalo? Zagotovo se da priti kar na velike formate, tudi 10 metrov, tudi več. Zagotovo, ampak če bi te fotografije malo bolj odblizu pogledal, bi videl, da ni lih ok, ampak če so veliki formati, so namenjeni temu, da jih gledaš oddaleč. Tako da oddaleč bi bilo še tudi v nekih večjih formatih ok. Ali pa če slabo vidiš. Ja, recimo. Kdo je sicer bil pobudnik razstave? Arne Hodalič je bil kustos, si bil sam pobudnik razstave, te on povabil k sodelovanju? Pobudniki razstave so ekipa iz Ljubljanskega gradu, pa je javni zavod Ljubljanski grad, Helena Tirk, ki je tam skrbela tudi me je poklicala takrat, govorimo to dobro leto pred tem, ne, ker ta priprava je trajala kar dolgo časa. In potem na Ljubljanskem gradu vsako leto pripravljajo eno razstavo z National Geographicom, jaz sem že v preteklosti nekaj sodeloval z njimi. In potem bilo to nekako samoumevno, da se povežemo, oni so bili takoj za, Arne Hodalič pa je potem bil kustos, ki je imel to neljubo nalogo, da je mogel vseh različnih mojih fotografij iz začetnega izbora iztisniti na teh 23. In kako velik je bil začetni izbor? Tam je 300 fotografij, to je bil moj ožji izbor, ne? Tako da tistih nekih najljubših fotografij. Ne. Sicer z National Geographicom zdaj sodeluješ že nekaj časa. Če se ne motim, se je začelo s fotografijo Meseca? Oziroma... Bleda. Bled je bil potem že v tistih top 50 fotografijah? Tako, ja. Mislim, ni da sem jaz z njimi sodeloval, jaz sem nekako se pošiljal neke fotografije njim, ne? Takrat in potem so oni te fotografije izbrali, če tako lahko rečem. In v bistvu je bila prva fotografija, ki je bila nagrajena oziroma nekako izpostavljena, je bila Plitvička jezera so bila. Tista zasnežena Plitvička jezera, kar je tako dokaj redko videti te fotografije zasneženih Plitvičkih jezer. In smo imeli res optimalne pogoje takrat in so res nastale lepe fotografije. Kasneje pa mislim, da je največ je dejansko uspeha požela ta fotografija Bleda, ne, ki je tudi dokaj posebna. Tudi snežena? Tudi zasnežena. Sej,
bo rekli nekateri, sej pa na Bledu se dosti krat vidi sneg, ne? Ampak da so takšni pogoji, da so vsa drevesa polna snega in da je res tisti fairy tale, bi s temu rekli, ne? Občutek, da takoj po zasnežen, po neki snežni noči prideš tam in potem imaš še zjutraj tiste barve sončnega vzhoda, da ni oblačno zjutraj, ampak da po zasneženi noči pride tisti lep dan in jutranji oblaki. To ni jih pogosto. No? Ponavadi je res tudi sneg popada z dreves. Takoj naslednji dan, kadar se malo stopli, popada vse z dreves in ni več tista perfekcija, ki izgleda, kot da je AI fotografija, ne? Pa ni. Ne? Kako potem iščeš fotografije? Naprimer, pomlad recimo, da traja 2 tedna, preden potem prvič ne zapade dež in se spet popolnoma vse spremeni. Sneg je lahko iz danes na jutri. Ali moraš veliko načrtovati naprej, ujameš kaj slučajno, so za to potrebne velike priprave, vsaj če govorimo o krajinski fotografiji? Zagotovo je to, bi lahko rekli, kilometrina, ne? Dosti, ker toliko let spremljaš vse te pogoje, veš, kdaj nastopi jesen, veš, kateri dnevi približno so tisti najlepši, kadar so listi vsi barvasti v barvah, recimo, in kadar recimo se pobarvajo macesni ali pa spremljaš vremensko napoved in sklepaš, da če bo takrat zasnežilo, da drugo jutro bo res to pogoje. Skratka, malo je občutka, malo je sreče, zagotovo tudi ne. Zdaj, lahko se zgodi, da je napoved, da bo snežilo, ti greš recimo nekam na Komno, pa prespiš v koči gor in zjutraj se zbudiš, pa ni bilo dovolj snega, pa ni tisto perfektno. Ne. Tako da tle malo sreče, malo izkušenj, malo vsega. No. Kako pa se odločiš, kam iti? To pravzaprav pomeni, da si ves čas na poti, tudi ko sva se midva najprej slišala, si rekel, ne vem, če bo ponedeljek v redu, zaradi tega, ker mogoče bo primeren čas za fotografiranje. Ja, prej si govorila, da o krajinski fotografiji jaz počnem tudi druge stvari na fotografskem področju, čisto komercialno fotografijo, od arhitekture, produktov, hrane, portretov, turizma, skratka sodelujem z našimi občinami, turistični združenji, STO-jem in tako naprej. Veliko je letos recimo fotografiranja hotelov, pa kapacitet, pa promocijski fotografij za hotel, tako da je en kup tega drugega, ki ga mogoče teh fotografij, ki jih toliko ne vidite na mojih družabnih omrežjih, na mojih kanalih, ne, na Instagramu, Facebooku in tako da vsi mislijo, da jaz samo fotografiram landscape. Tako da to, kar se pogovarjala, ker imam planirana določena fotografiranja na odprtem in govorim komercialno fotografijo, ne, in danes je tako grdo vreme, pa je odpadlo recimo, ne, tako da bo naslednjič, ko bo lepo vreme. Pa se imaš sam za bolj krajinskega fotografa, ker tako, če pogledamo tvojo spletno stran, ima krajinska fotografija prav poseben zavihek, vse ostale pa si dal takole skupaj, se pravi portrete, šport, hrana. Ja, mislim, da tle mi morda gre najboljše, kaj pa tako bi lahko rekli, no. Pa v temu zagotovo najbolj uživam, ne, v krajinski fotografiji, ker jo z lahkoto povežeš z nekim potovanjem, nekim izletom, uživanjem v naravi, tako da je ta stvar tesno povezana, tako da je to meni nekaj najlepšega. Ni pa vedno treba iti daleč za fotografijo, kaj ne? Mislim, da je ta tvoja pogled na Črni Kal, na viadukt, to se pripelješ z avtom, skoraj da tam stopiš z avta, postaviš stativ in imaš že pogled pred sabo. Si imel v 2 minutah fotografijo? Ne lih tako, ker smo morali čakati na prave pogoje, ampak in so trajali le nekaj minut, ne. Če govorimo o tem črnokalskem viaduktu, je to neka zimska scena, ki ni vsako leto, ali pa včasih je več let zapored se zgodi in ponavadi tam konec decembra, začetek januarja so te neki optimalni pogoji. Večino je bilo tako, ni pa to pravilo, tudi kasneje lahko se zgodi ali pa prej, ne. Ampak v zimskem času in ta megla se počasi dviga in včasih prekrije črnikalski viadukt, včasih gre prenizko, včasih je ni in to, ko se dviguje, to skoraj kot valovi. In ko to prije do nekako tik pod viadukt, je to nekaj trenutkov, oziroma lahko rečem 10 minut, mogoče, ne. Pol pa se že dvigne čez, pa ga ni več viadukta, ne, pa si že popolnoma megli, ne. Tako da ja, je to tako, no. Včasih moraš biti prej tam dovolj časa, da čakaš, da se to zgodi, ne.
Zdaj sem te že večkrat ujela, da si v množini govoril, da greste fotografirati. Velikokrat fotkam s prijatelji fotografi, se podružimo. Velikokrat fotografiram tudi sam. V tem primeru, ko je bil Črnokalski viadukt v megli, nas je bilo več fotografov. Ja. Zdaj vsak je ujel neke svoje motive. Nekateri so zelo podobni mojim, recimo. Ne. Kaj pa v smislu svetlobe, to vedno sam skrbiš potem za to? Imaš kakšnega pomočnika za kakšne odbojnike luči? Ne, tle pri krajinski fotografiji ni tega. Ne. Tle si vedno Samo si sam. vreme. To je, vse kreira narava in vremenski pogoji oziroma pač okolica tle. Sam ne moreš vplivati načeloma z nekimi pripomočki, odbojniki na svetlobo, ne. Tako da tle si sam. Ne. Torej to en korak stran od tistega, da bi moral dneve in dneve čakati na enega bobra, da pride do reke. Smo v podobni situaciji. Ja. Včasih je to dosti lažje, včasih si ti po sreči, včasih pa ne dočakaš tega. Imam tudi neke ideje v mislih že več let, ki za zdaj se še niso poklopile, tako da mogoče se bojo, upam. Na kateri posnetek si pa najdlje čakal do zdaj? Je bilo več dni zapored? Ta Črnokalski viadukt je zagotovo en tak motiv, ki je bilo potrebe dosti časa čakati, da se je poklopil. Kaj pa recimo posušene Sočaveljske soline, to je bilo slučajno, si rekel? Tisto ni bilo planirano. Ne? Tisto se nisem niti zavedal, da je to nekaj zelo redkega, oziroma da se taka stvar mogoče celo ne bo ponovila, ne vem, sploh. Zato ker tam je bilo več dejavnikov. Ena stvar je bila, da so takrat nekaj popravljali soline kanale in so zaprli in niso dovajali vodo in ne imel zdaj prav za besedo, ampak nekaj se je dogajalo takrat na solinah. Poleg tega, da je bila suša in so bile dejansko, samo v kanalih je bila voda. Izven solin je bilo vse posušeno in tista je bila taka res zanimiva situacija, ki vprašanje, kdaj se je ponovila, če bojo še kdaj popravili, pa da bo tudi taka suša. Sicer pa kako je s tem? Recimo sredi dneva pravijo, da je najslabše fotografiranje. Se s tem strinjaš ali se da v vsakem delu dneva, se pravi ravno zaradi svetlobe, ujeti nekaj posebnega? Ponavadi sredi dneva je manjša verjetnost, da bomo ujel res nekaj takega magičnega, ker tista svetloba je najbolj zanimiva svetloba in taka posebna, mehka, je zjutraj, med in po sončnem vzhodu in zvečer v enakem času, kadar sonce dejansko izginja. Takrat je pač ponavadi najlepše fotografije takrat nastajajo, no? Take tiste magične. Čez dan se tudi zgodi, če so pač mogoče kakšni pogoji vremenski, da so nek dež, pa dežuje in potem se zaključi dež, pa pridejo neke meglice, pa recimo je bolj tak moody scena. Tako da je tudi možno čez dan narediti kakšno dobro fotko. Ali pa če je res neka skrajno lepa vidljivost, pa oni beli kopasti oblaki in ponavadi to bolj pomladi recimo pri nas, ne? Ali pa jeseni tudi, ja. Si torej človek, ki redno spremlja vreme? Ja, konstantno. Vse možne aplikacije imam na telefonu, vremenske. Kaj pa po noči? Fotografiraš tudi po noči kdaj? Tudi. Sem večkrat se poskušal tudi v nočni fotografiji. Sicer, ne vem, to mi ni toliko blizu, je pa, ker tle spet nek drugi svet, kjer se moraš posvečati temu, da lahko rata res dobra fotografija in je dosti dela v postprodukciji. Tisti, ki to počnejo, vejo, da okoli ene same fotografije lahko cela noč in potem še en kup dela pri obdelavi, pa sploh ne lahko ne uspe dobra fotka. Tako da tle je spet en drugi svet krajinske fotografije. Tudi krajinska fotografija ima več žanrov, bi se temu reklo. Bi lahko mogoče rekla, da je krajinska fotografija mogoče celo najbolj pristna. Se pravi, če ne uporabljate odbojnikov in svetlobnih teles, težko, ne moreš narediti svoje kompozicije, ne moreš nastaviti prav direktno, naprimer kot za portret ali za hrano svojega objekta. Ja, če lahko tle primerjamo,
studijska fotografija jo lahko ustvariš vedno. Ne? Pač postaviš si luči in nisi odvisen od svetlobe, pač v zunanjosti, ne si nekje tle v studiu in si ustvariš svojo svetlobo, ki ti paše kadarkoli. Medtem v naravi je pač, moraš čakati, da narava ti ustvari to svetlobo, ne pa da si jo sam. Si takoj, ko ti je uspelo prvo dobro krajinsko fotografijo narediti, rekel, to pa mora biti v National Geographicu? Ne, nisem to sploh razmišljal. Pa sploh, jaz do National Geographica na začetku sploh nisem, meni so drugi rekli, pa dej pošli jim kaj, pošli, mogoče bo kaj iz tega in sploh nisem pomislil, pa so mi poslali neke kontakte oziroma kam to poslati, ne? In se je zgodilo. Jaz nisem prej o tem toliko razmišljal, sem iskren. Ne? Sem bolj te fotografije delal zase, pa za objaviti na Facebooku, evo, tako, iskreno. Sej, glede na to, kaj vse ostalo še delaš, si tudi v grafičnem dizajnu, če se ne motim, na Radiu Capris si. Koliko ti sploh ostane za fotografijo časa? Dejansko zadnje leta je moj največ dela mi vzame fotografija. Grafični dizajn dejansko je bolj na radiju, skratka je to en del, ena od mojih nalog na radiju, da skrbim za neko grafično podobo in tako naprej. Tudi ne vedno, kdaj se za kakšno stvar tudi kakšnega podizvajalca. Kaj pa za fotografije tudi skrbiš? Tudi jaz, to pa vsekakor je. Za fotografijo na radiju sem jaz tisti, ki skrbi. Ja. Tudi tle ne vedno, če kdaj ne morem, se kakšnega kolega poprašam, da prije vskoči, če se pokriva kakšen event ali kaj takega, recimo. Tako da, ja. Kako pa si pravzaprav pristal v fotografiji, ker študiral si nekaj povsem drugega? To je res. V bistvu pristal. Fotografija je bila del vedno mojega vsakdana, oziroma vedno sem rad fotografiral. Že od srednješolskih časov, še na film, smo imeli doma fotoaparat, ki ga je dejansko moj oče imel, je bil od mojega očeta in jaz sem pač tisti fotoaparat primil v roke in sem se igral z njim. Kateri je bil to? Canonov EOS, klasičen tisti na film in z objektivi. Torej so se že menjavali objektivi? Ja, to so bili te malo bolj profesionalni EOS fotoaparati na film, ne, govorimo. Ne, kako pa je danes s fotoaparati? Nekaj časa so bili zrcalno-refleksni tisti, ki so bili najboljši. To je bilo obdobje teh zrcalno-refleksnih, to je bilo prehodno obdobje, ker zrcalno-refleksni so bili že prej na film. Ne? In potem so, kadar so začeli izdelovati digitalne fotoaparate, so to tehnologijo obdržali in postavili na mesto filma senzor. Ne? In je bilo to, bi bil dejansko polovično digitalen. Ne? Zdaj te mirrorless fotoaparati pa so popolnoma digitalni. Ne? Tako da ni več teh zrcal, čeprav so še vedno počasi se to, nekatere znamke imajo že popolnoma digitalne, nekatere so na pol, tako da to počasi stopnjuje. Ne? Pa se s tem spreminja tudi način fotografiranja? Če bi rekel način, zdaj tle je samo tehnologija zajemanja drugačna, način, odkar so te digitalni fotoaparati, se nekoliko spreminja, pač določene, pač, ko bi rekel, bolj se tehnologija razvija, bolj ti olajša delo in manj imaš ti dela pri zajemanju fotografije. Recimo, dam en primer, da zdaj razmišljam, kaj vse je drugače in mi misli bežijo vse posod. Fotoaparat oziroma senzor, te starejši senzori, zajemajo določen spekter svetlobe, recimo. Ne? Oko, recimo sence, ker so sence, ti vidiš tam detajle v senci in kjer je svetloba, vidiš detajle v svetlobi. Fotoaparat, ko pa zajema svetlobo, ne uspe zajeti vseh detajlov v sencah, vsaj ti starejši. Bolj so novejši, več je ta razpon svetlobe, ki ga lahko zajame. Zdaj sem malo zakompliciral, ampak mogoče tisti, ki se mogoče vsaj malo ukvarjajo s fotografijo, vejo, kaj hočem povedati. Tako da včasih si mogel zajeti 2 ali 3 fotografije v različnih svetlovnih spektrih in jih združiti, da si imel vse detajle posod. Zdaj je to vedno manj treba, recimo. To je en tak primer, ne? Ta dinamični razpon svetlobe. Ravno svetloba, mogoče tista, ki je najbolj
ki je najlažje jo zdaj zajeti, glede na to, kako je bilo nekoč, recimo pri teh zrcalno-refleksnih fotoaparatih, če si hotel nekaj imeti za daljšo osvetlitev, pa si bil recimo takole, sploh če si bil amater in si imel na tistih prednastavljenih nastavitvah, je to pomenilo, da si lahko pričakoval veliko šuma na fotografiji. Ali pa, naprimer, je zelo dolgo časa si moral imeti odprt čas. Tudi tle se je izboljšala situacija. Ja, recimo stari fotoaparati, recimo si dobil fotografijo, ki si jo izdelal, ne? Seveda po surovem RAW formatu, in čim si jo malček obdelal, takoj si dobil šuma v vseh sencah, veliko šuma, ne? Zdaj je tega manj, oziroma lahko bolj, recimo, fotografija malo pretemna, pa je zvišaš svetlobo v obdelavi in se ne vidi takoj ta šum, ne. Včasih si samo malček zvišal, pa je bilo vse posod zrnato, ne. Tako da ja, to je tudi nek napredek, počasi gre s časom, ne. Koliko pa si dopuščaš postprodukcije fotografij? Mislim, vsaka fotografija gre skozi Photoshop, ne. Photoshop teh programov, ni edini Photoshop, ne, imaš tudi Capture One pa druge programe, ne, da bom vedno tem samo Photoshop. Skratka, vsaka fotografija gre skozi neko obdelavo. Vsaj preneseš na računalnik in jo potem malo obrežeš in jo lahko objaviš. Jaz si želim in moj moto oziroma moj način dela je, da prikažem tisto, kar sem videl. Tako da načeloma ne obdelujem več kot toliko fotografij, ne. Včasih manj, včasih več, ne. To je bistvo, no. Skratka, da tisto, kar sem videl, probam potem z obdelavo še mogoče malo popraviti. Ker vsega ne more zajeti fotoaparat, ne. Tako da še posebej te malo pač starejši še toliko manj si mogo še toliko bolj obdelovati. Pa recimo umetnih elementov hrane ponavadi ne zajame. Je res, da pri recimo fotografiranju hrane večina sploh ni živilskega izvora tega, kar vidimo na fotografijah? Ne, to ni tako drastično. Se pa da recimo, kaj je zdaj pri sladoledu, ne, ponavadi, če se fotografira sladoled, se dela neke take umetne mase, ki so bolj obstojne, ampak tudi to ni vedno tako, ne. Ker če želiš narediti, če recimo fotografiraš pri nekomu, ki nima toliko budžeta in da bo res šel delati te umetne mase, ti rabiš nekega človeka, ki se spozna, ki zna skreirati ta sladoled, ki bo bolj obstojen in izgledal kot neka vanilja ali pa neka čokolada, ne, dam primer, ne. Tako da ni vedno tako, včasih pač daš to kepico in hitro fotografiraš, pa preden se stopi, recimo, ne. Tako da greš tle kompenziraš, tako da ni vedno tako, ne. Pa pivo menda tudi nikoli ni pivo. Je to res? Pa odvisno, ni nujno. To je mogoče pri neki bolj kompleksni produkciji, kjer dolgo časa nastavljaš nek kader in ker tisto pivo, če bi ga natočil, bi ona pena počasi padla dol, ne? In neki bolj kompleksni fotoprodukciji se to dela, no? Se namesto olja da motorno olje, ker je, ne vem, vedno so en kup teh trikov, no, ki se uporablja, no. Ja, ti jih ne uporabljaš? V bistvu ne, ker to, kar sem delal pri hrani, je bilo bolj preprosta scena. Mislim, vse je bilo tudi malo bolj kompleksnih stvari, ampak smo zelo malo tega uporabljali, no. Bolj kot drugo, kadar smo pripravljali neke izdelke, recimo neke jedi, se jih ni skuhalo do konca. So se recimo bile bolj surove, ne? Da so bile malo več časa obstojne, recimo, ne? Tako je, ena taka stvar, ne. Torej niste imeli kosila za na konec? Ja, tisto se ni moglo pojesti, ja, tako recimo, ja, tako. To je ena taka stvar, ki smo jo uporabljali. Kaj pa na primer, ko fotografiraš šport ali portrete, je to nekaj, kar je recimo podobno, ker na spletu imaš recimo takšne, ki izgledajo takole malo zrežirane športne posnetke? Ja, ponavadi, če se dela neke fotografije, promocijske fotografije za turizem, recimo pohodništvo, kolesarstvo ali pa, ne vem, plezanje, najemeš statiste in jih pelješ na neko lokacijo, ki je fotogenična ob neki primerni uri, ob primerni svetlobi in oni se peljejo gor pa dol, ne, jasno, ne. In malo je to je dejansko zrežirana fotografija, jasno, ne. To ni reportažna fotografija ali pa street fotografija, ker loviš neke trenutke in gre človek mimo in mu ne rečeš ti peli zdaj njim, ampak čakaš, da gre mimo, ne. Tle govorimo o neki
komercialni fotografiji, kjer se zrežirajo stvari. Ne? Tako da ja, so zrežirane fotografije, zagotovo. Ja. Jaz slišim tudi, da ob koncu leta ponavadi tvoje fotografije pristanejo v koledarju Mestne občine Koper. Tudi, ja, včasno, ker dosti sodelujem z turističnim združenjem in skozi celotno skozi leto nastane veliko fotografij in pristanejo fotografije velikokrat tudi v koledarju Mestne občine Koper. Sicer jaz imam vsako leto tudi dobrodelni koledar, to pa je druga stvar, tle pa so krajinske fotografije. Zdaj že mislim, da 3. leto je bilo in letos verjetno bomo tudi delali dobrodelni koledar, ki gre za Zvezi prijateljev mladine, grejo pač pridobljena sredstva. So to potem samo tvoje fotografije? Ja, samo moje fotografije in vsako leto smo zbrali tam med 5 in 7 tisoč evrov. Nekako se je zbralo tega denarja, ki je šlo v celoti vse Zvezi prijateljev mladine. Skupaj z Radiem Capri, seveda, s to decembrsko akcijo se prispeva v ta skupni znesek. In zakaj se ti zdi pomembno, da si humanitaren? Ne bi morala za to poskrbeti država? To sigurno bi mogli več poskrbeti država, ampak ker ne poskrbi dovolj, ne, oziroma ni dovolj denarja ali kakokoli že, ne, potem ja, pač ljudje prispevamo svoje tam, kjer lahko. Ne. Kar se mene tiče, jaz sem vsako leto si rekel sam sebi, kaj bi jaz naredil koledar, da bi prodal pač fotografije, pa potem ni bilo časa dovolj za to, ne. In potem sem se združil s tem prijateljem, ki ima tiskarno, pa je on poskrbel za grafično podobo, pa za tisk in je čas vse te stvari, govorim, papir in tako naprej. In sem imel tle nekoliko manj dela, pa sem rekel, dajmo to narediti, pa naredili še nekaj dobrega. Ne. Tako da, tako. Se pravi, si zdaj že pripravljaš, glede na to, da je jesen? Ja, letos si želimo mogoče malo prej se tega lotiti, ker decembra je vedno ogromno dela, tudi tiskari, on ima veliko dela, ta kolega iz Studia Matrisle, Matjaž. In bomo prej to naredili, da bo že vse pripravljeno, tako da se že pripravljamo. Ja. Sicer bo pa tudi pravzaprav 10 let od leta, ki ga je Arne Hodalič v spremnem tekstu za razstavo omenil kot tvoje prelomno leto, torej 2015. Se tebi tudi zdi, da je bilo za tvojo fotografijo 2015 prelomno leto? Na nek način je bilo prelomno, ja. Mislim, tisto leto je bilo prelomno, ker sem imel neko prvo svojo večjo razstavo in takrat je bilo, niti niso bile krajinske fotografije, bila je hrana. Na Expo Milano, smo imeli tam v slovenskem paviljonu, so bile fotografije Krasa in Istre, smo naredili 8 fotografij. Za vsako smo imeli eno celodnevno fotografiranje in so potem bile razstavljene na Expo Milano. Tako da to je bila ena taka prva stvar, kjer je bila za mene kar tako neka prelomna, bi lahko rekli. No, ampak tudi verjetno si moral že marsikaj narediti, da si prišel do Milana sploh, da so se odločili, Jaka, prosim, ti nam naredi fotografije. Ja, nekaj sem že takrat ustvarjal. V bistvu, to je prišlo tako, zato ker sem jaz takrat za en spletni časopis pisal blog, oziroma neko kolumno, ko bi s tem reklo. Delal sem revije restauracij. Tako da hodil sem okoli in sem pisal redno revije in sem dosti fotografiral hrano. In verjetno iz tega so takrat iskali nekoga, ki bi bil pripravljen to narediti v zelo kratkem času tudi, ne. In poklicali, jaz sem bil tako izraz, sem rekel, ja, bomo naredili to, pa gremo narediti to zaprav. In smo se res, takrat je bila Tamara Kozlovič na turističnem združenju, zdaj je poslanka, ne, kot veste. In je ona med takrat, in Ilenja Loredan, ki je tudi bila, zdaj ni več na Kopru, je zdaj na Live Klasu. One dve sta takrat tiste bile, ki sta me poklicali na sestanek in smo se dogovorili, da bomo to naredili. Torej, začel si pravzaprav s hrano in res me zanima, kako si to hodil naokoli, ker ponavadi dostikrat je tako, če pridejo kritiki za hrano, noben ne ve, da so oni kritiki. Ne, to je bilo drugače. Ti pa si verjetno prišel z 3-kilskim fotoaparatom. Ne, to ni bilo inkognito, ampak jaz sem poklical, ker smo želeli malo predstavljati restauracije na nek način. In je bila neka ideja in jaz sem vsako restauracijo poklical, sem rekel, mi pridemo k vam, nekaj pojemo, se podružimo, se pogovorimo, naredimo intervju in pofotkamo
vi naredite tisto, kar se vam zdi vam v redu, kar najbolj predstavlja vašo restauracijo. In smo napisali nek objektiven članek, tako da to je bilo malo drugače, ni bilo tista, kot je v Mladini, recimo, ki je hodil okoli, pa nisem noben vedel, da je, ali pa Michelinovi, te, ki ocenjujejo gostilne, ki grejo inkognito. Pa si kdaj hotel tudi to poskusiti? To ni slabo, to bi z veseljem počel. Ampak tle ne bo treba fotkati, tle bi samo šel jesti in bi užival, in bi dajal ocene. Tako to bi bilo super, z veseljem bi to. A to je pa dejansko prišlo iz tvoje želje fotografiranja hrane? Torej. To je bilo bolj iz moje želje, zato ker sem malo gurman, tudi drugače, pa rad spijem kakšen kozarec dobrega vina. In takrat sem bil čisto še, pač fajn se mi je zdelo, da bi šel okoli po restauracijah, malo kaj napisal, kaj pofotkal in dejansko brezplačno jedel, bi se temu reklo, ne. In spoznal sem veliko ljudi, spoznaš veliko ljudi. Ta moment tudi dosti izkušen, dosti se naučiš, tako da to je bilo vse malo z roko v roko. Odlično, torej, če tudi slučajno kdo potrebuje zdaj še kakšnega kritika, ne, za hrano. Ni problema, samo povejte, prijam poskusiti. Kontakte imaš na spletu. Tako je. Sicer pa, kako se pa tvoja oprema kaj spreminja skozi leta? Imaš tudi posebne druge objektive vsaj, oziroma ne več objektivov? Kako je zdaj s tem? S čem fotografiraš kaj? Imaš več fotografij? Ja. Se spreminja. Jaz sem po mojem v zadnjih 10 letih zamenjal kar nekaj fotoaparatov že, če bi poštel. Prvi je bil, če bi šel prav od začetka, ne? Začel sem s tistimi kompaktnimi, potem je bil, vmes je bil še na film, pol je bil Canon 300D, pol je bil 450D, to so bili tisto čisto ljubiteljski, poprofesionalni, pol je prišel 7D, pol je prišel Canon, ta full frame 5D Mark III, te Mark IV in zdaj ta zadnji je ta Canon R5 mirrorless, recimo, ne. Tako da je bilo kar nekaj teh fotoaparatov in z vsakim se vidi nek napredek in boljša slika, lažje se upravlja lažje upravljam svoje delo in fotografiram, tako da ti olajša. Imaš pa ves čas en fotoaparat za katerokoli fotografiranje? Ja, enega. Trenutno, kot rečeno, Canon R5. To je ta mirrorless od Canona. In kaj je najbolj uporaben objektiv, ki ga imaš? Če gledamo v tem, koliko krajinsko različnih fotografijo, stvari, ponavadi imam ta klasičen set, ta najbolj širok objektiv ultrawide 15-35, pol je tisti vmesni 24-70 in tem pa je tisti bolj zoom 70-200, recimo. To je nek osnovni set vsakega krajinskega fotografa, ne. Pa so še drugi, potem kakšen fisheye, pa kakšen res bolj daljši zoom, recimo, ne. Pa mogoče za nočno fotografijo imaš tisti svetlejše objektive, recimo 14-ka od Sigme, ki je zelo svetla. Skratka, pri krajinski fotografiji se hitro ta spekter lahko razširi, ne. Ampak osnovni je tisti trojček, ne, ki sem ga na začetku omenil. Če govorimo pa potem pri hrani, največkrat uporabljam makro, 100, fiksni je pač prime, tam je najljubši. Pri turizmu, portretih, teh ostalih komercialnih fotografij 85, recimo, meni super. To je tak zelo svet objektiv in dober za portrete, pa tudi druge stvari. Pa 50-ka, pa 35-ka, tako da, to so bolj, ne vem, če kaj pomenijo te številke, ampak verjetno... Nekaj sama sem tudi nekaj časa bila v športni fotografiji sicer. No, vidiš, potem veš malo, poznaš te cifre, ti nekaj povejo. 85-ka je meni najljubših zadnje čase, zadnje leta, ta nova od Canona 1.2 je res božanski objektiv, no, res super. Prej pa je bil 70-200, hiter je ali kaj? Ja, hiter, odziven, fantastična ostrina in barve, res odličen bouquet, tako da res top fotoaparat. Je zdaj pri tej mirrorless mogoče kaj
drugače z barvami. Včasih ste imela recimo Nikon, Sony, Canon, si skoraj da že pri neobdelanih fotografijah vedel, kateri fotoaparat je posnel kaj, ravno zaradi barv, ker so jih malo drugače razumeli. In mogoče zdaj, ko je vse digitalno, vseeno to malo bližje. Pa neke nijanse so, ne. Zdaj pravijo, da še vedno najboljše barve v tem rangu ima ta Canon in Nikon, ne. In da Sony, odličen, napreden, ima en kup naprednih trikov, ne, ampak še vedno barve in kontrasti in tako naprej so malo slabše, ampak tle so po mojem res take minimalne nijanse, no. Tako. In vse se da popraviti v postprodukciji. Se da marsikaj rešiti, ja. Z vsemi temi body fotoaparati se da narediti odlične fotke, no. Kako pa je kaj recimo pri fotografih, konkretno pri tebi s fotografiranjem porok? Včasih se zdi, da je fotografiranje porok nekaj takega kot glasbeniki, ki se odločijo za kako poletje iti na teraso, zato da zaslužijo, da lahko delajo resno glasbo. Pa je to nek stereotip, ja, da je to neka taka stvar, ki si neki fotografi malo losajo, ne. Jaz tudi nisem ljubitelj lih poročne fotografije, ampak obstaja pa fotografi tudi pri nas, ki to delajo tako srcem in so na nekem višjem nivoju in lahko naredijo res odlične kreativne fotografije in se jim lahko samo klanjam, ne. Tako da, ampak res, da to ni moj tip fotografije. Ja, imaš fotografe, ki so komercialni fotografi in dobesedno ločijo, si naredijo posebno ime in brand za poročno fotografijo in ločijo vse in naredijo drugi page za vse ostalo, ne. Ker, ne vem, neki pravijo tako, da neke resnejše znamke, če želiš delati v nekem malem na višjem nivoju, če si poročni fotograf, te malo tako čudno gledajo, no. Tako da nekateri skrivajo, da delajo poročno fotografijo. Potem, ne. Ja, tako pravijo, ne. Odlično. Ti jo sam delaš ali sploh ne? Načeloma je ne, ampak tu pa tam kaj naredim, no, jo, tako da... Za prijatelje? Pa prijatelja, pa če me kdo res vpraša in si želi prav mene, tudi kaj naredim, no. Pa prijatelji hočejo kdaj od tebe tudi kakšno fotografijo, to vemo, kot risarjem rečejo, prijatelji povabijo meni poroko, bi jaz šel na poroko žurat, ne, tako da ne bi šel jaz fotografirati, jaz bi rekel, ne grem jaz fotkat, ne, tako zagotovo. Kaj pa za kak rojstni dan so ti že rekli, saj si fotograf, daj naredi še meni eno? Ja, pa sej, če imam fotoaparat sabo, zakaj pa ne, si lahko ti kakšen škjoc, zakaj pa ne. Danes ga imaš sabo, ga imaš vsak dan s seboj? Nimam ga sabo. Doma je. Počiva. Še nekaj mi povej, si šel kdaj na daljše potovanje s fotoaparatom? Večkrat. Kam si pa šel? Nazadnje sem bil na Sokotri, recimo. Zdaj marca. Kje je to? To je Jemen. Sicer za tiste, ki malo spremljajo situacijo dol v teh arabskih državah, vejo, da je Jemen tako trenutno ne priporočajo zahajanje na celino. Ja, pač civil war je tam državljanska vojna, pa je en kup turistov so ugrabili in potem zahtevali denar, tako da je tako kar ni priporočljivo se odpravljati na celino, ne. Čeprav je vedno baje, da zdaj se ta situacija malo izboljšuje, ne v prestolnici Sana, ampak izven, v Sano še vedno ni priporočljivo zahajati. Medtem ko Sokotra pa je otok, ki je 400 km od kopnega, je zelo izoliran, je tudi malenkost mu pomagajo Emirati. In gor je mir, ni nobene ogroženosti. Ljudje so prijazni, sicer še vedno je revščina, infrastruktura je zelo slaba, ni hotelov oziroma nekaj hotelov je v prestolnici, prestolnici v glavnem mestu, ne. Drugače okoli pa se predvsem kampira in v naravi pač so neki prilični kampi s tuši tako zunaj in to je to. Tako da je fajn, zanimivo, ampak ni lik za vsakega po mojem, no. Je predvsem fotografsko zelo zanimivo in narava je lepa. Zaradi tega, ker tja skoraj nihče ne stopi, pa si zdaj ostali malo razodev, kako izgleda?
Pa se je vedno več turistov. Ne? Mislim, si šel mogoče zaradi kakšne prav posebej reportaže tja ali je bilo slučajno? Zase sem šel fotografirati, dobesedno smo šli z namenom fotografirati, tudi uživati, ampak za eno skupino fotografov. Zelo je en kup teh endemičnih rastlin, te rože, pa ta drevesa, Dragon Blood Tree, to je ta posebno drevo, ki ga najdeš samo in izključno na tem otoku, pa en kup živali, ki so endemične, ker so pač ta otok je res izoliran in so se te živali razvijale tam skozi stoletja oziroma tisočletja, kakokoli že, in jih najdeš samo na tej lokaciji. Pa te posebne rože so. Pa ste jih videli? Rože vam verjetno niso tako pobegnile kot živali? Ja, ne, tako da ja, živali smo malo manj, mislim, smo tudi živali fotografirali, en kup delfinov, želv in vsega tega je tam. Tako da je tako zelo pester otok, od puščave do sipin, do besedno zaraščenega območja, naravnih parkov, do teh klifov, pa hribov, ribiške vasice, ribiči, ribe, skratka, taka zanimiva, zelo raznolika lokacija, destinacija. Torej, na Hrvaško ne hodiš na morje, recimo kot... Zakaj pa ne, tudi ja. Tudi s fotoaparatom? Tudi ja, ampak na Hrvaško predvsem uživati, no, če sem šel v zadnjih letih. No. Pa se ti sicer zdi, da recimo tudi na zelo znanih mestih, lokacijah lahko najdeš unikaten motiv? Ja, zakaj pa ne. Kot v Sloveniji, čeprav pravi, da je vse odkrito, je še marsikaj zelo zanimivega in se da še marsikakšen nov motiv. Pa mogoče celo na tudi klasičnih lokacijah se lahko naredi kaj novega. Torej, na Bled si že šel? Na Bled smo res že pofotkali po dolgem in počasni, ampak tudi tam se da narediti kaj novega, zagotovo. Koliko pa si recimo še takole v okolici, recimo po Istri, če nimaš naročenega snemanja? Pa še vedno kaj. Se pravim, kot sem čisto na začetku omenjal, imam par idej ob določenih pogojih, ob določenih situacijah, ki jih ne bom zdaj razkrival, ki si jih želim narediti in čakam na prave pogoje. Tako da tudi tle pri nas v Istri. Ja. In verjetno edini človek, ki bo vesel, ko pade megla tudi na Črnikal spet. Zakaj pa ne? Ja, bomo še kaj novega naredili. Sicer razstava v Monfortu, zelo zapomnljiv datum ima za otvoritev, 10.10. Je tudi ura že znana? Ja, ob 19. uri zvečer bo odprtje, tako da vabljeni vsi, bo odprtega tipa, vsi se lahko pridružite takrat. Bom tudi jaz tam kaj povedal, se bomo lahko podružili, pogovarjali, tako da bo super. Izjemna priložnost, da si jo ogledati v družbi, tako da bo pa potem do 12. januarja na ogled za vse. Bo sicer kakšen protokol, bo še kdo kaj povedal poleg tebe? Ja, Arne bo prišel dol, seveda, ker je on spet kustos, ne? In predstavnik National Geographica, kar je urednik revije slovenske izdaje. Verjetno bojo tudi predstavniki občine, kup prijateljev, mogoče prijateljev fotografov, ki se bodo prišli podružiti, tako da bo sproščeno. Verjetno bo nek uradni del, ker bomo kaj povedali, ne? Pa bomo kaj spili, pa si gledali fotografije. Aha, no vidiš, tudi degustacija, mislim, da je to pomembna stvar za otvoritve. Mogoče lahko še poveva, da vstop je do januarja za vse prebivalce istrskih občin menda brezplačen? Veš, da točno ne vem, kako je z vstopnino. Mislim, da je tako vse piše na spletu, vstop za prebivalce istrskih občin brezplačen, tako da le pridite s svojimi osebnimi izkaznicami, da bojo lahko preverili seveda, odkot prihajate. Se torej veseliš razstave, mogoče še kakšno načrtuješ v prihodnjem letu? V bistvu ja, imam neke dogovore, so me že povabili za določene razstave tudi tle na obali za prihodnje leto, ampak pravno zdaj so začeli neki pogovori, tako da ne moram nič povedati, kaj dosti, ampak bo še kaj v prihodnje. Ja. Neuradno. Sicer slišim, da si tudi glasbenik, ampak da jo mogoče samo namigniti, ne smemo menda še nič uradno govoriti, nekoč si igral v neki skupini. Se da kak videospot videti še na internetu? Po mojem bi se dalo, ja, kaj še najdete. Joj, to so bili cajti drugi cajti, 20 let nazaj, Pudding Fields, ja. Izdali smo 3 albume, jaz sem potem se malo, smo se razšli, pa so še en album sami izdali,
pa smo se potem spet združili, pa smo spet neki nastopili skupaj. Tako da je bilo tudi to lepo obdobje glasbeno. Si takrat tudi fotografiral? Nekaj Sem, ja. glasbenikov ni videti na tvojih fotografijah zdaj. Jaz sem veliko koncerte fotografiral, še zdaj fotografiram koncerte občasno, če me kdo pokliče. Takrat sem tudi na bendu naredil, smo skupaj, smo postavili fotoaparat na objektiv, pa smo naredili, bi se reklo takrat, selfie sami sebe, avtoportret, za bend smo takrat dosti krat naredil, recimo, ne. Pa sem tudi ostale člane dosti pofotkal, tako da smo imeli za svoj arhiv. Torej, koncerti jih je zdaj kaj manj kot pred 20 leti. Slučajno si, preden smo prižgali kamere, povedal, kako ste se z Defekt borili za nastop na Rokotočcu. To pa je bilo dolgo časa, 2001, ja. Takrat je bil izbor za Rokotočec, igrali smo Pudding Fields, Defekt, pa še en kup drugih skupin je bilo takrat. In mislim, da smo tako najbolj kotirali mi pa Defekti. Takrat je bilo kar burno. Sicer smo vsi prijatelji, tako da ni bilo nekaj, ne? Ampak vseeno, veš, čim neko tekmovanje je malo napeto, ne? In nam je takrat uspelo se prebiti na oder Rokotočca, ja? Ki ga nažalost ni več, ne, Rokotočca. Je bilo pa to regijsko tekmovanje, marsičesa ni več, tudi nekaj prostorov za koncertiranje, ni več tukaj v slovenski Istri. Se ti zdi, da jih je zdaj manj, kot jih je bilo nekoč? Zagotovo. Zdaj ne vem, imamo Hangar, imamo Sneg, imamo Figo, pa nekih je še vedno, ne. Lahko je bilo več koncertov, mogoče tudi na televiziji, na radijskih postajah, več prostora, lokalni glasbi, včasih je bilo tudi tega več, ne, in posledično je bilo več bendov, ki je se lažje prebilo v ospredje s pomočjo teh medijskih dejansko prostorov, ne. Tako da, boš predlagal na Caprisu? Ja, zakaj pa ne? Mislim, na Capri se kar podpira lokalno glasbo, kolikor se pač da, ne. Zdaj radio ima tudi nek svoj izbor glasbe, nek svoj stil in potem se nekako v ta stil poskuša umeščati nek lokalni glasbeni izbor, ne. Imaš trenutno najljubšega lokalnega glasbenika? Lokalnega glasbenika? Pa več jih imam. 3, priporočaj nam 3. 3? Ja. Če gremo na punk scene, Zurbriggen. So tudi kolega noter igra, tako da drugače, potem Rudim je super, Zmeljkov so itak legende, recimo, Lara Baruca, ki je zdaj prišla nazaj na sceno in je tudi the best, bil na koncertu v Auditoriju, ko je predstavljala svoj album, moj sodelavec Žiga Rustija, no veliko je dobre glasbe na Obali, no. Super, kaj pa dobrih fotografov? Teko je malo manj mogoče, ker sem se res, da na Obali je manj konkurence mogoče kot recimo nekje v Ljubljani, ker je res konkurenca zelo izrazita, ne. Imam pa na Obali tudi veliko dobrih fotografov, od krajinskih pa tudi komercialnih, tako da jih je nekaj tudi poročnih, recimo Dragan Zlatanović, pa Ana Gregorič je tudi recimo fotografinja poročna, ki je iz Obale, ampak čeprav deluje v Ljubljani, ne. To zaradi tega govoriš, ker zagotovo eden od njih dveh že kdaj vozil kam, ko ste bili v tej skupinah fotografov? Ne, to so bolj krajinski fotografi, kateri se družimo skupaj. Aha, to se ločite potem? Ja, to se ločimo. Ja, Dragan mislim, da ne fotografira, kaj dosti landscape, tako da. Ja. To pomeni tudi, da imaš doma odlično zimsko opremo? Veliko je tega, ja. Mislim, da je prav v omari sekcija športna oprema, zimska oprema, za hajkanje, za hribolazenje in tako naprej. Okay. Bo Monfort ogret glede na trend vremena, ki se zdaj kaže? Če se bomo pa oblekli, kaj se ni problema. Po mojem bo toplo, bo fajn. Vse oktobra imamo še indijansko poletje, tako da po mojem bo toplo. Okay. Pred burjo pa bomo itak varni, ne? Ja, to pa vsekakor. Ja, super, Jaka, najlepša hvala. Se vidimo 10. oktobra. Se vidimo, prideš? Tak je načrt. Super, pa se vidimo, vsekakor. Velja. In se vidimo tudi z vami, dragi gledalci, 10. oktobra ob 19. uri v Monfortu. Lahko vidite v živo, o čem sva z Jako danes spregovorila večinoma. Če pa ste mogoče zamudili kak del pogovora, vas pa toplo vabim, da se oglasite na našem YouTube kanalu Megafon TV in si ga tam ogledate v celoti. Lep pozdrav.